Kako naporne so bile vsakodnevne vožnje v Ljubljano na obsevanje, se danes spominja Marija Šabeder. Za rakom dojke je prvič zbolela pred 6 leti. Bolezen pa se je nato še enkrat ponovila. Na obsevanje je morala kar 64-krat. Samo obsevanje ne traja več kot do minuto pa pol. Vozi se pa 1 uro pa pol v Ljubljano, pa 1 uro pa pol nazaj, pa takrat, ko imaš tudi mestni pregled, čakaš na zdravnika tudi po 2 uri ali še več. Stresno je. Boleče zgodbe bolnic nam zaupa tudi dolgoletna vodja skupine za samopomoč žensk z rakom dojk. Prav danes ji je takole potožila ena od bolnic. Tam v rešilnem dobiš vrečko za bruhanje in ne slučajno 5-6 nas je v avtomobilu, ne slučajno, da bi katera začela bruhati, da to strašno slabo vpliva potem vse na ostale. Zato bi apelirala, da mislim, da ne bo to samo prazne obljube. Vodstvo bolnišnice zdaj zagotavlja, onkološkim bolnikom v Mariboru se obetajo boljši časi. Tu bomo poleg kemoterapije lahko nudili tudi najsodobnejšo obsevalno terapijo za te bolnike. Specializacije za mlade zdravnike že tečejo, prav tako izobraževanje za medicinske fizike. Čeprav je za leto zagotovljenih 4 milijona evrov, pa finančna investicija še ni dorečena. Smo še v pogajanjih oziroma v razgovorih z Ministrstvom za zdravje. Iščemo pa tudi vse druge finančne vire, od evropskih do vseh drugih virov, tudi donacije. Razpis pa je pripravljen tako, da ne pričakujejo dodatnih del, da se ne bi ponovila zgodba Ljubljanskega onkološkega inštituta, še poudarja Pivec.